Pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste lahko zasledili v raznih virih, da v prihajajoči sezoni 2021 bodo imele tako imenovane ekipe B veliko prednost pri razvoju. Marsikdo izmed vas je lahko zasledil v virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, da za sezono 2021 bodo imele nekatere ekipe, recimo temu tiste iz B lige, veliko prednost pri razvoju svojih bolidov. Namreč razumeti moramo situacijo. V Formuli 1 mora konstruktor razviti vse tiste dele, ki so našteti na spisku tako imenovanih listed parts. In sedaj tu se ne bomo spuščali v polemike, kdo naredi in kdo malce ukrivi ta pravila. Tisti deli, ki niso zajeti na tem spisku, so pa lahko kupljeni od drugega velikega konstruktorja ali izdelani v lastni režiji. In prav ta zanka, da lahko ekipa kupi določene komponente, bo dovolila raznim ekipam iz tako imenovane B lige, da bodo naredile velik tehnični napredek. Namreč v pravilniku je zapisano, da za sezono 2021 je dovoljeno uporabiti tako imenovane razvojne žetone. Ekipa si bo izbrala določeno področje, katerega bo spremenila v primerjavi z sezono 2020, a to ne pomeni, da bo lahko spremenila celoten projekt. Lahko se bo koncentrirala bolj na prednji del, bolj na zadnji del, na vstopne reže ali kar bodo hoteli, ampak ne bodo mogli narediti čisto novega bolida. Težava je nekje druge, namreč marsikatera izmed ekip, in tu bom citiral naprimer Scuderia AlphaTauri, Racing Point, te ekipe so uporabljale naprimer menjalnik velikih konstruktorjev iz sezone prej. V sezoni 2020 so pri AlphaTauriju uporabljali menjalnik Red Bulla iz sezone 2019, pri ekipi Racing Point so pa uporabljali menjalnik Mercedesa V10 iz sezone 2019. Te ekipe bodo lahko zamenjale tisti leto star menjalnik s tistim, ki je nastopil v Formuli 1 v sezoni 2020 pri matičnih ekipah, brez uporabe razvojnega žetona. Torej, poleg novega menjalnika bodo lahko spremenili še nekaj podrobnosti. Z razliko od velikih konstruktorjev. Naprimer, če bo Mercedes hotel imeti nov menjalnik, bo moral svoje razvojne žetone porabiti za menjalnik in tako vse ostalo pustiti nespremenjeno. Ampak to jemljite samo kot primer. Seveda, mnoge ekipe so se začele pritoževati, kajti razumeti moramo, da naprimer ekipa kot je McLaren, kljub temu, da kupuje pogonski sklop na tržišču, menjalnik izdela sama. Williams prav tako, samo kot primer, da ne bo pomot. In seveda zanimivo je bilo, da v pretekli sezoni 2020 smo videli, da poleg Mercedesa in Red Bulla sta zmagali že prej dve citirani ekipi, kateri sta rabila starejši material. Torej, pritožbe, ki jih slišimo, gredo bolj na račun tega, da ekipe, katere so uporabljale recimo temu rahlo zastarel material, so dosegle več na določenih dirkah kot priznani konstruktorji. Seveda, kar se tiče tiste končne uvrstitve med konstruktorji, bi lahko diskutirali, a nedvomno dejstvo je, da Racing Point in AlphaTauri sta ekipi, kateri sta zmagali v sezoni 2020. Renault in McLaren zagotovo ne.
In tu bi vas rad spomnil na nekaj, na veliko nagrado Italije z ključni del. Dobro vemo, zmagal je Pierre Gasly. Z njim je bil Carlos Sainz mlajši, kateri je v določeni fazi zaključnega dela dirke dobesedno lovil. Če se spomnite tistega prenosa, vam bo verjetno prišlo na misel, da režiser je celo dal podnapis, koliko dirk že McLaren ni zmagal v Formuli 1. A videli smo, da bolid ekipe Alfa Tauri je dirko zmagal, kljub temu, da je imel na razpolago starejši material. Torej, lahko bi rekli, da vse te pritožbe izvirajo iz tega, da tiste malce bolj napredne ekipe niso naredile najboljšega dela za sezono 2020 in da tiste stranke, ki so nek material kupile na tržišču, so v resnici imele boljši paket. Da bomo malce razjasnili situacijo, kaj to pomeni za prihajajočo sezono 2021. Gre kot ponavadi za mojo osebno interpretacijo, katera temelji na mojih predvidevanjih, mojih občutkih in mojem znanju, lahko je popolnoma napačna. Predvidevamo lahko naslednje. Ekipe tako imenovane B lige se bodo še bolj približale tistim velikim konstruktorjem in govorim o približevanju. Namreč že v pretekli sezoni 2020 smo videli, da na določenih dirkah so bili ti predstavniki bistveno hitrejši in tu je treba poudariti samo tisti pri Racing Pointu ter Alfa Tauriju. Ekipa Haas ter Alfa Romeo Racing žal v sezoni 2020 so bili bistveno pod pričakovanji. A vseeno lahko pričakujemo, da se bo ta skupina še bolj zgostila. Namreč predvsem, kar se tiče Alfa Taurija in seveda Racing Pointa, lahko pričakujemo še dodaten korak naprej. Zavedati se moramo, da oni bodo v prihajajoči sezoni 2021 še zmeraj uporabljali starejši material. In sedaj se lahko vprašamo, če je ta gesta športno poštena, kolikor lahko govorimo o kakšni poštenosti, kar se tiče športa v Formuli 1. Po mojem osebnem mnenju je. Kajti razumeti moramo tisto zanko, ki jo je odprla ekipa McLaren. Pri McLarenu so zamenjali pogonski sklop. V sezoni 2020 so uporabljali pogonski sklop Renault in za tisti pogonski sklop so naredili poseben menjalnik. V prihajajoči sezoni 2021 bodo imeli pogonski sklop Mercedesa in za isti pogonski sklop morajo narediti nov poseben menjalnik. Malce nešportno bi bilo prisiliti McLaren uporabljati tisti starejši menjalnik, kateri sploh ne bi bil primeren za določen pogonski sklop in če je dovoljeno njim, mora biti to dovoljeno vsem. Seveda pod pravilnikom, kateri določa, da tisto, kar ni v listed parts, se lahko prosto izmenjuje, kolikor je bilo homologirano. Zavedati se moramo, da tiste ekipe, ki sem jih naštel prej v tako imenovani B ligi, bodo tako ali drugače uporabljale leto star material. Seveda, sedaj je na tistih velikih konstruktorjih praktično pobuda, da naredijo nekaj novega na svojih bolidih. In mnogi bodo sedaj pomislili, ukolikor se bo skupina zgostila, da se bo tudi prednost tovarniške ekipe Mercedesa zmanjšala. Verjetno se zmanjšala bo, a to še ne pomeni, da bomo videli bistveno bolj oster boj za naslov svetovnega prvaka. Namreč, rabimo situacijo, kjer se bodo razne ekipe borile z Mercedesom za zmago. Ukolikor te spremembe privedejo do situacije, da se bodo razne ekipe borile med seboj, bo imel lahko Mercedes še zmeraj lahko delo osvajati tista mesta, katere vodijo na koncu do zmage v svetovnem prvenstvu.
A menim, da v prihajajoči sezoni 2021 bomo videli na raznih dirkah dokaj zanimivo situacijo, kjer zmagovalec ne bo tako sam po sebi umeven. A seveda, govorim o prihodnosti, o kateri vemo še premalo, da bi lahko z gotovostjo karkoli trdili. A kar se tiče te zanimive zanke v pravilniku, kar se tiče razvoja, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.